Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor. Spoštovani gospe in gospodje, dobrodošli v predsedniški palači, kjer bomo na razmeram primeren način obeležili Dan Slovenske vojske. Dan Slovenske vojske obeležujemo vsako leto 15. maja na dan, ko se je leta 1991 začelo usposabljanje prve generacije slovenskih vojaških obveznikov v učnem centru teritorialne obrambe na Igu pri Ljubljani ter v Pekrah pri Mariboru. Ob tej priložnosti k besedi vabim brigadirja Roberta Glavaša, načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Prosim. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, predsednik vlade, spoštovani ostali visoki predstavniki oblasti, Ministrstva za obrambo in seveda predstavniki Slovenske vojske. Lepo pozdravljeni na krajši slovesnosti o počastitvi Dneva Slovenske vojske, na kateri smo se na pobudo predsednika Republike in vrhovnega poveljnika danes zbrali v predsedniški palači. Današnja slovesnost poteka v okoliščinah omejevalnih ukrepov zaradi pandemije COVID-19. Vsi skupaj živimo v času, ko se spopadamo z novimi, drugačnimi izzivi soočanja in z nevidnim nasprotnikom. Moram takoj povedati, da v Slovenski vojski nismo imeli večjega števila obolelih oziroma težjih primerov obolelih z COVID-19. K temu je nedvomno prispevalo odgovorno ravnanje, spoštovanje sprejetih ukrepov ter red in disciplina ob zavedanju, da to, kar se je zgodilo drugim, se lahko zgodi tudi nam. Slovenska vojska že od leta 1991 je naredila veliko korakov. In čeprav vsi niso bili premočrtni in dovolj hitri, smo lahko ponosni na dosežke v preteklih 29 letih. Pri tem ne gre spregledati tudi preoblikovanja teritorialne obrambe v Slovensko vojsko, prehoda v poklicno vojsko, članstvo v zavezništvu ter nepretrganega številčnega sodelovanja v mnogih mednarodnih operacijah in misijah širom po svetu. Na vseh področjih dela smo se pripadniki Slovenske vojske znali pokazati veliko mero domoljubnosti, strokovnosti, odgovornosti in pripravljenosti pomagati ter s tem prispevati k ugledu in zaupanju v Slovensko vojsko, tako v domačem kot v mednarodnem okolju. Predanost vojaškemu poklicu je bilo in je naše vodilo. Vojaki in vojakinje Slovenske vojske smo najprej in predvsem slovenski državljani in državljanke. Dokazali smo se v osamosvojitveni vojni, dokazujemo se v mednarodnih operacijah in misijah, dokazujemo se v naravnih in drugih nesrečah in dokazujemo se v podporo drugim državnim organom. Tu smo v prvi vrsti za Slovenijo, o tem ne sme biti nobenega dvoma. Zavedati pa se moramo, da nepretrgano, predvidljivo in zadostno vlaganje v kadre, znanje, oborožitve in opremo, v sposobnost, pripravljenost in vzdržljivost Slovenske vojske ni zgolj strošek, ampak dolgoročna investicija v vse bolj negotovem in nepredvidljivem mednarodnem okolju. Investiranje v obrambne zmogljivosti je ključno, ne samo za varnost, ampak tudi za blagostanje in družbo nasploh. Zato bo moja prva in glavna naloga, da skupaj z ministrom za obrambo
v prihodnje poskrbimo za potrebne vire, za delovanje in razvoj Slovenske vojske ter za izboljšanje pogojev za delo in status pripadnikov Slovenske vojske. Za doseganje ciljev v prihodnjih letih bo potrebna velika mera profesionalnosti, kar pa pri soočanju s prihodnjimi izzivi in grožnjami bo glavni porok za zmanjševanje tveganja in na razumno in sprejemljivo raven. Vendar danes nam je naš praznik, zato velja vse te skrbi za trenutek postaviti na stran. Praznične občutke Dneva Slovenske vojske velja ob tej priložnosti deliti tudi z našimi najbližjimi in tistimi, ki nas pri našem delu podpirajo, razumejo, in ne smemo pozabiti pa tudi naših pripadnikov na misijah in operacijah, tako v tujini in nekateri, ki so tudi doma. Jutri je nov dan in kot pripadnice in pripadniki Slovenske vojske moramo iti s temi zmagami naprej. Vsem skupaj želim, da ostanemo predvsem zdravi, veselimo se novih uspehov v naših kolektivih in tudi sicer v krogu Slovenske vojske. Seveda želim pa vsem ostalim obilo zadovoljstva in vojaške sreče tudi v prihodnje. Ponosno praznovanje Dneva Slovenske vojske želim. Hvala za Slovenijo. Hvala lepa, gospod načelnik. K besedi vabim podpredsednika vlade in ministra za obrambo Republike Slovenije, magistra Mateja Tonina. Spoštovani predsednik Republike, spoštovani predsednik vlade, načelnik Generalštaba Slovenske vojske, vsi ostali visoki gostje. Slovenska vojska je eden od temeljev slovenske državnosti in vir našega državljanskega ponosa. Prepričan sem, da je 15. maj 1991 globoko zasidran v domoljubni zavesti vseh Slovenk in Slovencev. Dan Slovenske vojske je praznik vseh, ki služite domovini, je praznik vseh v obrambnem sistemu, je praznik vseh državljanov, ki se zavedajo, kako pomembno je imeti lastno vojsko in da je ta vojska ključna za našo varnost in za našo suverenost. Letos praznika žal ne moremo praznovati v taki obliki, kot bi si ga pripadnice in pripadniki Slovenske vojske želeli, z velikim postrojem. Zato sem vam, spoštovani predsednik Republike, hvaležen za to državniško gesto, da lahko dan Slovenske vojske na najvišji ravni ter hkrati na način, ustrezen razmeram, počastimo tu v predsedniški palači. V 2 mesecih, odkar z vso odgovornostjo opravljam funkcijo ministra za obrambo, sem se kljub kriznim razmeram podrobneje seznanil z izzivi obrambnega resorja in Slovenske vojske. Izzivov je ogromno. A volja je in tam, kjer je volja, tam je tudi pot. Prepričan sem, da nam bo uspelo. In če kaj, potem ima Slovenska vojska v tej vladi dobrega zaveznika, da nadoknadimo tisto, kar je bilo v preteklem desetletju izgubljeno. Delo pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske doma in v tujini me je utrdilo v prepričanju o njihovi profesionalnosti, zagnanosti in zvestobi domovini. Zaupam jim in sem ponosen na njih. Ob našem skupnem prazniku želim poudariti nekaj uspehov, na katere smo lahko upravičeno ponosni. Pripadniki in pripadnice z nizom vojaških vaj tudi v kriznih razmerah ohranjajo in vzdržujejo pripravljenost Slovenske vojske ter v mednarodnih operacijah in misijah ter na drugih dolžnostih v tujini častno zastopajo barve slovenske zastave. Po obdobju epidemije COVID-19 pa tudi dokazujejo, da so v resnično podporo domovini in našim ljudem. Izkazujejo se z visoko podporo sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter podporo policiji pri varovanju državne meje. Danes je v časniku Delu pripadnica Slovenske vojske, ki je dobila naziv najboljša vojakinja, povedala, da jo nekoliko boli ta odnos nekaterih do Slovenske vojske. In je jasno povedala, da Slovensko vojsko predstavljajo naši bratje in sestre, naši državljanke in državljani, ki želijo tej domovini pomagati. In ker je to naša vojska, se jo nimamo zaradi česarkoli bati. In ja, Slovenska vojska je pripravljena pomagati tudi
na naši južni meji pri varovanju slovenske meje. Kot minister za obrambo se zavedam pomembnih izzivov, med njimi predvsem, da zagotovimo Slovenski vojski vire, ki jih potrebuje, da dosežemo napredek na področju kadrovskega in tehničnega izpopolnjevanja. Po desetletju stagnacije je prišel čas, ko smo dolžni storiti korak naprej. Če tega ne bomo storili danes, jutri Slovenske vojske ne bo več. In ta vlada ima politično podporo, ima zavest, da je to potrebno storiti. Vesel sem, da z novim načelnikom generalštaba deliva zelo podobno razmišljanje tudi o prihodnem razvoju Slovenske vojske. Prizadeval si bom za izvedbo investicij v sodobno opremo, ki jo vojska potrebuje in ne nazadnje že dolga leta pričakuje. To je potrebno tudi za izboljšanje naše pripravljenosti, za enakovredno delovanje z našimi zaveznicami, tako doma kot tudi v tujini. Poleg tega načrtujemo tudi izboljšanje vojaške infrastrukture, ureditev vadbišč, strelišč in zmogljivosti vojašnic. Prav zato smo začeli tudi s promocijsko kampanjo za pridobivanje zagnanih fantov in deklet v vrsto Slovenske vojske. Pričakujem, da se bo zanimanje mladih in perspektivnih ljudi za delovanje v vojski povečalo. Kot izredno pomembno nalogo vidim tudi zadrževanje obstoječega kadra, vključno z vojaki po 45. letu. Zato bom v prihodnjih tednih odšel v parlament po podporo za spremembo zakona o obrambi, da bi omogočili, da vojaki, ki imajo specialistična znanja in ki so psihofizično dobro pripravljeni, lahko delujejo v Slovenski vojski tudi po 45. letu. Danes pa je za Slovensko vojsko tudi dan, ko se izreče posebna zahvala tistim, ki so se v zadnjem obdobju še posebej izkazali. Na podlagi svojih zaslug so bili nekateri prav danes povišani v višje čine, napredovali v razrede ter prejeli posebna priznanja. Slovenska vojska ima od danes naprej tudi 2 nova brigadirja. Verjamem, da se bosta izkazala kot odlična strateška vojaška voditelja in tudi na novih in še bolj odgovornih dolžnostih. Iskreno čestitam vsem. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod predsednik vlade ter vsi pripadniki Slovenske vojske, iskreno vam čestitam ob dnevu Slovenske vojske, želim vam, da ga čim lepše preživite, zahvaljujem se še zlasti vašim družinam, ki vas nesebično podpirajo pri upravljanju vašega poslanstva, ne zgolj poklica. Še posebej pa svoje voščilo prenašam vsem našim pripadnikom na mednarodnih operacijah in misijah v tujini, iskrene čestitke tudi veteranom vojne za Slovenijo, ki so leta 1991 hrabro tlakovali pot za našo samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Hvala vsem, skupaj smo močnejši. Hvala lepa, gospod minister. Pripadnike in pripadnice Slovenske vojske doma in po svetu bo ob dnevu Slovenske vojske nagovoril predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor. Spoštovani gospod predsednik vlade, gospod minister za obrambo, predsednik odbora za obrambo v Državnem zboru, načelnik generalštaba Slovenske vojske, visoke gostje in gosti, lep pozdrav v predsedniški palači. V našem skupnem imenu pošiljamo tu iz te dvorane vsem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske ob njihovem in na nek način našem skupnem prazniku naše najbolj prisrčne čestitke z izrazi iskrene hvaležnosti za vaše predano in profesionalno delo ter z najboljšimi željami za uspešno prihodnost. Kot vrhovni poveljnik obrambnih sil sem ponosen na vas. Vsi tu smo ponosni na vas. Vsi naši ljudje so ponosni na vas in vam zelo zaupajo. Kot sem dejal pred kratkim prav tu ob predaji poročila generalštaba o pripravljenosti Slovenske vojske, ne glede na ocene, ne glede na pomanjkljivosti, s katerimi se sooča Slovenska vojska in še marsikatera druga vojska na svetu, sem absolutno prepričan,
da se lahko v celoti zanesemo na bojni karakter naše vojske. V zadnjih nekaj letih, zlasti v govorih ob 150 obletnicah taborskega gibanja na Slovenskem, ki so nekako začele ta izrazit lok nastajanja slovenske državotvornosti do razglasitve naše države pred skoraj 30 leti, sem vedno in tudi danes poudarjal pomen državnosti za naš nadaljni razvoj. Zlasti v zadnjih letih sem opozoril, da se svet spreminja in da moramo okrepiti vse elemente naše državnosti, vključno z varnostnim sistemom in Slovensko vojsko kot njenim vojaškim stebrom. Zato, da bomo lahko kot suverena država sunke nekaterih pričakovanih sprememb v globalnem svetu znova izkoristili v prid naših narodnih in državnih stremljenj. Ne v tistih govorih, ne v današnjem, ne želim dati vtisa, da se bo svet znova znašel v nekih kaotičnih razmerah in da potrebujemo vojsko zaradi neke neposredne grožnje. Ne. Govorimo o tem, da je tako rekoč zelo verjetno, da za te sunke v mednarodnem okolju potrebujemo dobro organizirano državo, socialno in duhovno povezano družbo, zato da bomo te sunke, te premike lahko dobro, primerno obvladali kot suveren narod in suverena država. In v tem smislu vas prosim, da našo skupno željo potem, da uspemo Slovenski vojski dati njeno temeljno poslanstvo, ta izrazit bojni karakter, razumemo kot sestavni del naših narodnih in državnih naporov za uspešno soočenje naše države kot celote z izzivi prihodnosti. Po skoraj 30 letih imamo nenazadnje, poleg vsega drugega, tudi dovolj lastnih izkušenj, da razumemo znamenja časa in da se pripravimo na njegove izzive. Nenazadnje, gospe in gospodje, smo skupaj z zavezniki in drugimi vojskami varuhi mednarodnega miru in stabilnosti. Slovenska vojska uspešno opravlja vse naloge, ki so ji zadane s predpisi in zakoni. Tisto, kar zelo potrebujemo, je naše skupno zavedanje o pomenu vojske, o njenem poslanstvu, vključno seveda tudi, spoštovani gospod načelnik, z vašo samozavestjo in dobrimi, odličnimi medsebojnimi odnosi v vojski. Vaša tradicija je sjajna, izhajate iz večstoletnega uporniškega duha Slovencev, nobena svoboda nam ni bila nikoli podarjena, vsaka je bila izborjena, tudi zadnja, z osamosvojitveno vojno, tudi z vojaškim uporom. Prav jutri, naj s tem zaključim, bomo tukaj v tej veliki kristalni dvorani predsedniške palače praznovali 30. obletnico prisege prve demokratično izvoljene vlade, osamosvojitvene vlade, ki jo je vodil predsednik Lojze Peterle. To je bil samo začetek enega zelo kratkega, zgoščenega časa, v katerem smo Slovenci, ljudje v Sloveniji, izglasovali razglasitev samostojne države in jo tudi ubranili. To je bil čas, ki ga je zdaj zelo težko v kratkem povzeti, zelo zgoščen, zelo napet, čas oblikovanja nekega narodnega konsenza, ki ni padel z neba in ne čez noč, vendar nam je uspelo. Čas, ko je bilo treba kmalu po prisegi, nenazadnje bo 30 let minilo v nedeljo, samo dan potem, ko bomo tukaj gostili ministre in ministrice te vlade, 30 let, kar se je Slovenija postavila po robu razorožitvi, 30 let od odločitve, da se ustanovi manevrska struktura narodne zaščite, ki je bila zaupana brigadirju Krkoviču, in potem dogodkov, ki so preko ustavnih amandmajev jeseni, če se prav spomnim, leta 1990, dali suvereno oblast nad teritorialno obrambo slovenske oblasti, pa potem do seveda postroja zaščitne brigade teritorialne obrambe 17. decembra. Takrat bom vas, brigadir, načelnik generalštaba, kot sem sklenil skupaj z ministrom, tudi povišal v čin generala in to ob slovesnosti, ki bo tudi v čast
postroju, na katerem je takratni predsednik vlade rekel, da je, citiram, prvič zadišalo po Slovenski vojski. To je bilo samo teden dni pred plebiscitom, to je bila demonstracija tega bojnega karakterja teritorialne obrambe, ki se je počasi prekvašala v Slovensko vojsko. Vse to so bili slavni dogodki, ki so šli tudi skozi seveda slovensko osamosvojitveno vojno, ki je zares do konca postavila piko na i, bom rekel, enemu značaju Slovencev, ki smo si in si bomo morali tudi verjetno v prihodnje znati izboriti svojo svobodo. Danes smo sestavni del povezane Evrope, povezanega sveta, zahodnega sveta, smo suvereni v Evropski uniji in suvereni v zavezništvu NATO. To se mi zdi velikega pomena, to so bile velike sanje, ko se je razglasila ta država, zdaj je to dejstvo, to je velika reč. Mi nimamo nobenega sovražnika v tem svetu, imamo mnogo prijateljev, to je velika reč. Slovenija je varna država, Slovenci se počutijo varno, tudi vsi drugi ljudje vidijo Slovenijo kot varno državo in kar je najpomembneje, ob tem, ko s svojimi silami v misijah in operacijah zagotavljamo mir in varnost v svetu, mi z politiko mirnega reševanja sporov dajemo identiteto naše države, ki se mi zdi zelo plemenita, po mirni poti rešiti vse probleme sodobnega sveta. Sestavni del vsega tega je tudi Slovenska vojska. Še enkrat rečem, vsem, ki tako ali drugače neposredno skrbite zanjo, vključno z družinami pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Vsem tem grejo danes izrazi naše hvaležnosti in tudi naše čestitke. Danes je trenutek za en prazničen občutek, Slovenska vojska praznuje, prihodnje leto bo praznovala 30. obletnico, to bo tudi velika reč. Želim si, da bi Slovenci čutili ne samo zaradi praznika Slovenske vojske, ampak tudi sicer zaradi bližajočih se obletnic, ki govorijo o rojstvu naše države, eno samozavest, en ponos, da bi imeli občutek, da zmoremo, da smo še težje razmere spremenili v prid naših stremljenj in da tudi zdaj, ko prihajajo zelo zahtevni časi, lahko z eno enotnostjo in enim voditeljstvom gremo skozi te čase in uspemo. Še enkrat pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske čestitke, vsem vam pa velika hvala za vašo navzočnost na tej priložnosti. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Obeležitev Dneva Slovenske vojske bodo sklenili glasbeniki Orkestra Slovenske vojske s himno Slovenske vojske Naprej zastave slave. Hvala, s tem je svečanost zaključena.